Dober dan, spoštovane poslušalke in poslušalci. Poslušate Radio Robin, oddajo Dober dan, župan. Malo sem se zapletla, Erika Koncut sem z vami. Danes v studiu Radio Robin pravimo Dober dan, župan občine Brda, župan Franc Mužič. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav, pa osebno lep pozdrav v Brda. Lepo. Za vami in za Brici sta občinski praznik in jubilejni 60. praznik češenj. No, kakšni so vaši prvi vtisi po tem pomembnem jubileju za Brda? No, kaj ne rečem, kot vedno izjemni, tako se Brici radi ponašamo. No, vedno tudi pa poudarim, da sem župan, oziroma da sem človek, ki edino prvi praznik nisem bil prisoten, se pravi leta 1966, ko sem bil v vojski v JLA. Potem pa sem kot delavec zadruge, sodelavec zadruge, bil vedno prisoten. Vem, da so mi kot mladega mulca dali v komisijo za tehnične rešitve. No, takrat je bila ta komisija zelo smiselna, potrebna in najbolj delovna, ker takrat je bilo treba vse na roko pripraviti. Danes naročimo neki firmi, ki pripelje kolisje, sanitarije, šanke in kaj vem kaj še vse. Takrat smo morali vse delati na roko in sigurno, da smo celo koristili tudi takrat, če sem že enkrat omenil JLA, tudi vojsko, jugoslovansko vojsko, da so nam postavili te šanke, da so nam postavili te zastave. Takrat smo se ponašali še s 3 zastavami. Jugoslovanska, slovenska in delovska, ali pa, kaj vem, proletarska zastava. Vse to so nam tudi vojaki pomagali, tako da je resnično bilo ogromno dela s tem. Torej, praznik češenj je nekako povezovalec briške skupnosti že 60 leti, 30 letja, pa ga vi spremljate tudi v vlogi župana. Letos ste se tradicionalne povorke etnoloških vozov udeležili s svojim traktorjem, čisto na čelu, praktično takoj za grbom. Kako vidite pomen praznika češenj za krepitev skupnosti, briške identitete? Je prav ta povezanost delovanja kot skupnost največja moč Brd? Prav gotovo v prazniku češenj sem vedno videl neko zadevo, ki pripomore k prepoznavnosti Brd. Vedno to tudi poudarim, ko sem bil mulček in ko sem hodil v avtomehansko šolo v Ljubljano leta 63, 40, 65 v prejšnjem stoletju. Verjamte, mnogi so me vprašali, odkje sem, no in sigurno sem rekel iz Brd. In vsi so gledali nekako z odprtimi očmi, kje so ta Brda. No in edino, ko sem dal vedeti, da tam, kjer je bil rojen Alojz Gradnik, no in to so še zaznali samo izobraženi ljudje za Alojza Gradnika, tako da dam vedeti, da Brda so bila neprepoznavna. Če se me zdaj vpraša, da kaj in kako dojemam kot župan, sigurno sem moje osebne aktivnosti nekako posvetil prepoznavnosti Brd. Če ostaneva še trenutek pri prazniku češenj, v teh 60 letih praznika je postala briška češnja prepoznavna blagovna znamka, ne manjka pa izzivov, vremenske nevšečnosti, škodljivci. In prav v sklopu projekta Las v objemu sonca je bil izveden posvet o češnji, sicer tudi inovativna sledica, ki je bila predstavljena prazniku češnja, ampak tudi je bila nabavljena posebna osica, ki bo pomagala briškim sadjarjem. Tako je, češnja je za Brda bila vedno pomembna zadeva, govorimo tudi za stoletje nazaj, prav gotovo, da s to briško češnjo smo prišli Brici vse do Dunaja, do Sankt Peterburga celo. No, sam pa tudi lahko rečem, da pred dobrimi 5-6 leti smo bili celo tudi mi na Dunaju. Občina Brda je prišla s češnjo na Dunaj, k samemu
novemu županu mestne občine Dunaj in verjamete, da smo doživeli prijetne trenutke gor in tudi ta češnja sigurno je prišla tudi takrat do izraza, predvsem v promocijskem smislu. Zato je pomembno pač za njo poskrbeti, da bo obstala, ne? To lepo ste izpostavili te škodljivce, ki se nažalost zadnje čase pojavljajo. Se spominjam nazaj kot mlad človek, so brisi špriceli te češnje nekako zaščitno z nekim rumesanom, zimsko špricenje v to. In to je bilo vse in češnja nekako obstala. Potem so začeli tudi proti te češnjevi muhi in vse te zadeve, ampak zadnje čase se je pojavil še ta Suzuki, ta neka japonska zadeva, ki je treba tudi sedaj nekako ščititi. Sigurno, da tu se gre za neke kemikalije, ki bi sicer lahko po svoje pomagali, ampak gre se za bolj biosistem reševanja tega problema. No in obstaja sedaj neka osica, ki tudi občina Brda hoče temu briškemu kmetu oziroma sadjarju pomagati. In vsekakor podpiramo tudi nabavo te osice, ki ne bo že prvo leto bila trajna rešitev, ampak skozi leta se ta stvar nekako bo obnesla in vsekakor to tudi podpiramo. No, od izzivov v sadjarstvu k izzivom pri investicijah, ne bom vas vprašala, kaj vam je v zadnjem letu povzročilo največ sivih oziroma, kot vidim, belih las. Odgovor vemo, je novembrska ujma, ampak povejte, kako sedaj ta vpliva na vse zastavljene cilje, ki ste si jih dali na začetku 8. mandata? Prav gotovo, da smo sprijeli proračun občine Brda, ki je nekako tiste vodilo, kako speljevati investicije, ampak ta nezgoda, ki ste jo, oziroma ta nesreča elementarna, ki se je zgodila, prav gotovo nam je stvari obrnila na glavo, celo zaustavili smo neke investicije, ker nismo vedeli, kako bomo mogli koristiti naše občinska sredstva za ključne probleme, ki so nastali v vezi s tem, ampak stvari so sedaj nekako stekle in mislim, da nam stvari tečejo tako, kot smo si potem zastavili. No, če dam za primer, ob tej nepriliki se je zgodila tudi nesreča, da nam je porušilo most na reki Reki, se pravi nekje pod Snežečimi, pod bregom. No, tudi ta most nam je uspelo v rekordnem času ga sanirati oziroma ga nadomestiti. Tle se moramo zahvaliti Slovenski vojski, ki nam je priskočila na pomoč in nam je nekako posodilo nekako pontonski most, ki lahko bo stal tudi trajen. In mislim, da tudi vse stvari so bile tako speljane, da ta stvar je lahko tudi trajna. Ampak to bodo naši znanci ugotavljali, kako in kaj naprej. Še čisto na kratko, katere odseke ste že popravili oziroma pravzaprav v katerih vaseh si bodo oddahnili do konca letošnjega leta, ki so utrpeli škodo v... Ja, ogromno je bilo tega, to vemo, da je bilo preko 50 teh plazov, dost hudih. Kožbanjski predel vemo, da je bil najbolj prizadet, se pravi ta severno-zapadni del Brd, celo dve vasi Kožbana in Brdice. Pri Kožbani so bili en teden celo odrezani od sveta in tle moram se zahvaliti Slovenski vojski in naši civilni zaščiti in gasilcem, da so tu bili zelo aktivni in v enem tednu nam je le uspelo nekako tudi ta predel odpreti, ker to so bili res dva velika iz plazova. Eden je trajalo kar en teden, da smo ga prebili, drugi pa je še v fazi reševanja. Ampak kateri odseki bodo zdaj do konca leta? Do konca leta bomo prav, recimo, največji poudarek je tudi na vasici Belo in Nozno. Tam bomo začasno rešili določene probleme, ker sedaj uradno še ni dovoljen promet za težka vozila. Na tem se dela, da do konca leta bi to stvar začasno rešili, se pravi,
z nekimi posegi v brežine in podobne zadeve. Gre se za tudi vas Fojana, je uradno še ta cesta zaprta. Imamo neko začasno staro fojansko cesto, jo uporabljamo mi izraz iz Medane proti Fojani, ta je sicer še v Makadamu, to računamo rešiti in pa še breg pri Golobrdu, pa še na Plešivem so neke zadeve, ki se jih bo nekako do konca leta rešilo. Napravili smo takoj zatem za to nesrečo tudi nekako prioriteto, katero jo je potrdila tudi država in mislim, da v tem kontekstu se stvari rešujejo in stvari tečejo, lahko rečem, se pohvalim, po nekem planu. Vse se pa ne vrti samo okrog ujme, katere investicije, če jih našteva, bodo še izvedene v letošnjem letu? Kaj moramo dati poudarek? Moramo dati poudarek na naših najmlajših. No, sigurno se gre tu za naše šolarčke. Letos je predvidena v počitniškem obdobju obnova kuhinje v šoli Kojsko. Varianta bila, da se poveča kapaciteta kuhinje na Dobroven, pa potem smo le ugotovili na račun prevoza vse te reči, da je vsekakor smiselno posodobiti kuhinjo v Kojskem in tudi v tej varianti se zdaj ta problematika rešuje. No, tako da letos je dan velik poudarek na šolo. Tudi na Dobroven bo do novosti. Se gre pa za posodobitev oziroma ureditev šolskega igrišča. No, tako da tu govorimo kar od dobrih 500,600-700 tisoč, se pravi, da gre za to obnovo in je resnično poudarek temu. Pustimo še te manjše odseke sanacij teh naših briških poti, ki resnično zahtevajo tudi obnovo, ampak tudi na tem področju še kaj naredimo. Gre se konkretno za cesto proti Imenju, en delček, glede na to, da se je tam tudi pridobilo precej teh turističnih prostorov, se pravi prenočišč, smo en košček asfalta naredili na novo, sedaj ta otvoritev se malček zamika, ampak ne glede na to, bo skoraj v celoti obnovljena tudi cesta proti Imenju, tako da tudi Imenci oziroma Šmartanci bojo zadovoljni. Če ostaneva pri Šmartnem, parkirišče je vedno aktualno, kaj se dogaja pri tem? To sem mi pa res dobila na, ne pravi nogi, daleč od tega. Gre se pa za tisto, kar resnično v tej državi bi radi dosegli, da ta birokratizem ga malo skrajšamo, ker resnično tam zdaj že 2 leti, 3 čakamo spremembo namembnosti še enega dela, kjer naj bi se zgodilo to parkirišče, ampak te stvari se samo vlečejo, vedno neki novi zakoni prihajajo ven. Moram dati za primer, no, tako bolj kako resnično je nujno, da čim prej s to birokracijo nekako skrčimo. V mojem drugem mandatu vem, da je bil minister za okolje in prostor gospod Gantar in ko sem mu neki priliki, ko smo imeli sestanek župani z ministrom, sem dal za primer, kako enostavno so vse te reči rešuje na italijanski strani in tu pri nas, kako se stvari vlečijo glede te spremembe, ampak od tega je že sigurno dobrih 25-26 let in še vedno smo pri tem, da te prostorske akte resnično preveč po času jih rešujemo. Tako da krivda je samo na te zadevi. Ja. Samo še to vprašanje, ostajamo še vedno pri investicijah. Torej, po obnovah križišč, krožišč v Gonjačah, potem obvoznica Kojsko, tudi pač na Dobrovem, vedno ste napovedovali, da se bo po vsem tem, da bo sledila obnova cestnega odseka od obrtne cone Štoloni do mejnega prehoda Neblo. Torej, se dela kaj na tem? Kako, v kakšni fazi ste?
Ja, no, nekaj moram pustiti tudi tistemu, ki bo prišel za mano, ne, ker vse to ne moremo napraviti naenkrat in mislim, da tle gre tudi zahvala državi, da je imela razum in da smo v Brdih resnično na tem področju ogromno naredili. Da ne rečem, kaj mi je rekla ministrica tudi za infrastrukturo, ja, župan, zdaj bo treba malček počakati, ko smo imeli otvoritev krožišča v Gonjačah. No, tega smo imeli mi že po naše rečeno karte notri za ureditev obvoznice Kojsko in tudi ta v dobrih 3 letih in pol se je zgodila. No, Neblo, kako kaže? Proti Neblem tudi zdaj, ker vem, da ste z tistih kraju doma, lahko vidite, da do Štalonu je sedaj stvar dokončana. Sigurno pa je občina že delala na tem, oziroma in tudi osebno z lastniki zemljišč proti Neblem, predvsem pa se gre za križišče na Križadi, je varianta ureditev sodobnega križišča oziroma sodobnega krožišča. Osebno in tudi krajani so bolj nagnjeni k krožišču in tudi na tem se dela in od lastnikov zemljišč imamo že soglasja. Gradnikova domačija je moje naslednje vprašanje, tudi Žulj, recimo, predvsem v Medani, kako kaže te investicije? Najprej je kazalo, da bo obnovljena, da bo nek nov prostor, muzej, tak lep center, potem pa se ni šlo po načrtih. Ja, nažalost res je tako. Mislim, da je vprašanje na mestu in da moji Brici tudi to slišijo v živo, kako te stvari stojijo, ker vsi so nekako razočarani, da se je nekaj tam začelo in potem se je tudi nekako žalostno končalo. Zadeve so pač take, da ker nekateri, ja pa župan, zakaj vedno verjameš ljudem in kako naj bi župan pa človek ne verjel nekomu, ki je na razpisih, evropskih razpisih dobil za določeno investicijo 1 800 000 nepovratnih sredstev. In glede na resnost pristopa in vse te zadeve, vsekakor smo bili prepričani, da ta stvar bo stekla, investicija resnično je stekla, podrla se je stara domačija Lojza Gradnika, nastal je velik izkop in resnično je ta zadeva grozno za jo videti. Torej zdaj miruje ali kako? Ta zadeva miruje, vsekakor še vedno ta potencialni investitor išče enega vlagatelja, enega investitorja, sam verjetno kapitalsko to ne zmore, ampak se išče rešitev. Gre se pa za tudi drugo stran, ne, to je, če gremo iz Medane proti Ceglem oziroma Plešivem, ta zadeva se dogaja na levi strani, ampak parcela gradbena je tudi na desni strani. V celoti ni še stavbno zemljišče, prav tu se tudi jezimo v občini, ker 5-6 let čakamo, da še enih 2000-3000 metrov bi iz kmetijskega postalo stavbno. Pred in zatem to parcelo je že stavbno, v sredini ni in tu gre ta stvar res nadaljš. No, ta zadeva teče naprej in sem prepričan, da prej slej bo stvar stekla. Sigurno tudi mene jezi in žalosti, da ta stvar ni tako stekla, kot smo predvideli. Načrtovali. Ste pa v Brdih iskali novega gostinskega ponudnika za Vilo Vipavže. Bo gostinska ponudba v tem dvorcu kmalu spet na voljo? Tudi tu sem razočaran, res, ker Vili Vipavže veste, da smo dali velik poudarek in da ta vila je čudovita zadeva, to nam jo priznavajo tudi tujci, ko pridejo v to vilo.
No, vsekakor sedaj je potekel razpis, ponovno je bil neugoden, ampak sigurno delamo na tem, da stvari bodo stekle in računamo na to varianto, ki jo imamo sedaj nastavljeno. Ne bom še govoril, dokler ne bo stvar konkretna. Vsekakor iščemo, da je ustrezno rešitev. Gre se za gostinski lokal, ker zdaj ne bi bilo ločeno gostinski lokal z kletnimi prostori. V kletnih prostorih naj bi se zgodilo to, da tam bi nekako uporabili varianto catering. V začetku smo mislili omejiti na 1, 2, 3 ponudnike, ampak sedaj smo prišli do tega, da vsekakor uporabnik teh kletnih prostorov naj bi sam izbral nosilca tega gostinskega dela, tako da računamo tudi to, da čez poletno sezono stvari bojo stekle na novo. V Brdih veliko stavite na čezmejno sodelovanje, ampak ne bi šla preveč v podrobnosti o vseh teh sodelovanjih in pobratenjih, ampak bi vas tole vprašala. Verjetno, oziroma verjamem, no, da se vam je v vseh teh čezmejnih povezavah zgodila tudi kakšna nepričakovana prigoda, prav vas osebno kot župana. Bi eno delili z nami? Vem, da ena na letalu je bila takšna. Ja, verjetno ste mi to že slišali, ja. No, ko smo bili enkrat v pobratenem Pliberku na obisku, je Franc naročil malo točeno, kleine bier, ne, v Pliberku in tam je bil naš novinar, fotograf in je posnel in dal naš bivši časnik kot oidi, takrat je bila ta zadeva in je zapisal: ni čudno, da vino ostaje v Brdih, če župan pije pivo. No, potem pa sem začel naskrito kaj popiti, recimo tudi kako pivo, ker tudi tam mi vsakom toliko potegne. In to ste si zaželeli na letalo za Makedonijo? Ko smo šli, ja, s prijatelji na neki poslovno zadevo, tudi na neko postavitev v Makedonijo in na letalu 9000 metrov visoko smo bili, oziroma Adria Airways je še letelo takrat in pride ena ta stevardesa in reče: kaj bi gospodje želeli? In sem pogledal kolege, sem rekel: bomo eno pivco. In resnično naročim 3 pive, ker smo bili 3, in ta stevardesa počene dol v tisti hladilnik, ki ga je imela pred sabo, istočasno se zaglede v meni in reče: ma vi ste župan? Ja, sem rekel, eden od 212 v Sloveniji. Ne, vi ste iz Brd. Madonna, sem rekel, kako pa to, zdaj ve neznano. In je pač rekla, da pred 2 letama smo jo poročili v vili Vipuže. No, iz tega nekako izhaja, da nikjer nisi siguren, no, da ti kdo ne vidi, kaj zaužiješ in kaj piješ. No, tako da bila neka zanimiva anekdota, no, tako. Veže pa vas zanimiva anekdota tudi z Radijem Robin, s katerim delite nekako to dobo županovanja. Radio Robin tudi praznuje več kot 30 let, vi več kot 30 let županujete Brdom, torej nam lahko še to zaupate? Tudi to, ja. Bil sem eden od tistih tudi, ki sem želel, da ostane tudi naša TV Primorka. In kaj zvem, še eno televizijo smo imeli in takrat smo bili zelo bogati. S to zadevo Radio Robin se je ravno nekako rodil in začel delovati in to. In vem, da takrat je bil naš koordinator, takrat sem kandidiral pri stranki LDS za župana Brd in me pred kratkim še aktualen minister pokliče: ja, Franc, na Radio Robin te čakajo za soočenje. Sem imel s mojim protikandidatom nekako soočenje in sigurno kaj drugega, ker bo vse skupaj pozno, imel sem neke obiske in sem rekel: kaj bom hodil na ta Radio Robin, se v Brdih ga itek ne slišijo. No, in naj
to mi je fajn, da ste me vprašali, ker danes pa resnično imam 2 avta, imam službeni in imam domač avto in v obeh avtih imam vključen radio na Radio Robin, ki ga res tudi jaz rad poslušam in predvsem, kar tudi, ko sem prihajal sedaj v Gorico, zakaj radi poslušate Radio Robin, potem rečem, ja, tudi jaz to je mlada ekipa, izjemni in vedno pozitivno nastavljeni. To se želim od ljudi, ki ustvarite neko javno mnenje in resnično tudi z moje strani kompliment in taki boste tudi še naprej. No, zadnjič v vlogi župana je v tej oddaji župan občine Brda, Franc Možič. Gospod Možič, izteka se torej vaš 8. mandat. Na nedavni seji, slavnostni seji ste tudi javno napovedali, da ne boste več kandidirali. Enkrat mora biti tudi konec, ste takrat dejali. Torej, kakšnega naslednika bi si želeli? Ja, vprašanje na mesto. Ja, sigurno si želim, kaj naj rečem, nekako, da pelje politiko slično, kot smo jo peljali sedaj v Brdih. No, v neki priliki, ko smo v dvorani v Vili Vipože gostili gospodarstvenike celotne Primorske, tiste Primorske, ki jo jaz zagovarjam, velike Primorske, od Triglava do Jadrana pa do Postojne. No, sem bil vedno zagovornik te regionalizacije in velikih regij in celo regij z neko avtonomno pravico. Bil sem tudi regijski predsednik LDS-a, zakaj bi se s tem ne pohvalil, ker takrat mislim, da so se stvari kar dogajale in takrat smo si tudi župani večkrat dobivali in se marsikaj o čem pogovarjali. Prav gotovo takrat je bil velik podarek sodelovanja, čezmejnega sodelovanja in sigurno na italijanski strani so imeli Goričani še Goriško pokrajino in tudi regijo Fulanijo, Julijsko krajino. In tudi ti razpisi so tako nekako tekli in vsekakor je bilo smiselno tudi na naši strani, da imamo neko močno regijo z neko avtonomijo. Moram reči tako, da Goričani so mi takrat malo čudno gledali, vem, da smo imeli celo soočenje na te že omenjeni Primorki, ko sem bil zagovornik velike regije, Goričani pa so bili malček favšni, ljubosumni na to, da bo sedež v Kopru. Hudiča pa naj bo v Kopru, ampak določene zadeve bi lahko bile tudi v Novi Gorici. Ne bi našteval kaj ki koga, ampak važno je za to sodelovanje, da imaš neka partnerja, ki je nekje na istem nivoju. Torej, naslednik naj bo kakšen? Naj približno pelje politiko. Povezovanja, o tem ni govora, vedno iskati. No, zdaj ste mi dala ponovno besedo na jezik, ker ne tudi toliko poznaste. Ja, vsekakor v občini Brda, če sem omenil, da je Vilo Vipože in ta sestanek gospodarstveniku, je takrat, da sem se tudi s tem nekako ponašal, to govorim 2 leti nazaj. Minister Han je bil minister za delo in za gospodarstvo. In sem dal vedeti, da naj bi tudi v Ljubljani malček posnemali miniaturno zadevo občina Brda, ko se lahko ponašamo s kratko sejo. No, kratka seja pa pomeni leta 23. septembra je trajala 29 minut, niti pol ure, 11 točk dnevnega reda in da naštevam bi lahko. Ampak dajva povedati razlog, zakaj je toliko trajala. No, saj do tega, ja, lepo prav je, da me spomnite na to, sigurno je to zaradi tega, ker se znamo prisluhniti, levi in desni. Mi imamo tudi zdaj v tem mandatu 5 strank oziroma list in verjamete, da delujemo enotno vse skozi. In tudi
podžupani so tudi ljudje iz strank, ki sigurno niso tako sorodne meni, ampak vedno smo najdli način, da smo tudi z njimi dosti dobro sodelovali. No in vsekakor pred sejo so stvari dosti usklajene. Na kolegiju s podžupani imamo v Brdih kar 3 podžupane in verjamete, da vse te pomembne zadeve so obravnavane predhodno, usklajene in potem stvari tako stečijo. In naj se pohvalim tudi s tem, zakaj da ne, da dobesedno v občini Brda lahko pridete pogledati karte, kot mi rečemo, boste ugotovili, da so sklepi sprejeti enoglasno, tako rekoč. Ko govoriva o pohvalah, bi vas tole vprašala, glede na to, da se izteka vaš zadnji mandat, 3 osebe, ki se jim niste nikoli dovolj zahvalili za podpore na svete vseh teh 32 letih županovanja, katere bi bile? Sigurno ne bi zdaj poimensko šel v to, sigurno, da če sem sedaj rekel, da v Brdih funkcioniramo timsko, verjamete, da resnično okrog sebe sem imel izredne, solidne sodelavce in iz tega mesta se lahko ne samo 3 osebe, kar več jih zamislijo in točno vejo, za koga se gre. Resnično izjemno to sodelovanje je bilo in za mene dobesedno to stvar ganljiva, ampak zdaj res še enkrat hvala vsem tem za sodelovanje, še vedno, še 2-3 mesece sigurno bojo stvari aktualne in marsikaj bomo še speljali, ampak zdaj tudi v tej priliki naj bi se zahvalil recimo tudi moji familiji. Verjamete, pri 32 letih delovanja v mojem stilu, verjamete, da je familija ogromno bila prikrajšana in vsekakor tudi njej gre zahvala in kaj ne rečem, da se jim opravičujem za vse to, kar se je dogajalo in se bom potrudil sedaj, kar mi bo še dano, da bom to skušal nadoknaditi. Tudi na traktorju, verjetno, ne? Tudi to. Hvala za obisk v studiu, želim vam uspešno delo tudi v prihodnje, čim bolj sproščenih dni po koncu mandata, Brdom pa čim več uspešnih zgodb, zadovoljnih občanov in razlogov za ponos. Hvala lepa. Dober dan, župan.